Dober večer vsem vam. Nocojšnja literarna postaja bo precej drugačna od prejšnjih dveh. Po srečanju z velikimi zgodbami iz velikega sveta, z dvema pripovedovalcema epskih razsežnosti in z velikansko močjo, najbrž se spomnite, da sta bila prejšnja gosta Zorko Simčič in Boris Pahor, bomo danes vstopili v čisto poseben svet, manj znan, tiši, v presenetljive pesniške pokrajine, vstopili bomo v vrt, ugledali reko, ki seka tišino, slišali šepet rož, drobnih ptic na podobah iz reža, zaslutili obris neba, ki zdrsi po vodi podoba. Srečali se bomo s pesnico in z njeno poezijo. O poeziji Danice Križanič-Miller je Barbara Korun zapisala. Gre za izviren, zrel in izjemen pesniški glas, ki dragoceno dopolnjuje podobo slovenske lirike. Nocoj, na prvi pomladni večer in na predvečer svetovnega dne poezije si privoščimo praznik te visoke govorice. Danica, dobrodošla in pozdravljena med nami. Večer sem skupaj. Danica, je pomlad tvoj čas, katerega bi si izbrala? Vsi časi so moje časi. Zelo pesniški in lep odgovor, ampak pomlad je danes tako zelo navzoča tukaj tudi s portretom, ki je obogatil galerijo. Naj takoj povem, da je Danica nekako doma skorajda v umetnosti in v galeriji, da je to pravi prostor zanjo. Portret je napravil njen mož, Rudi Miller, in je novejši in se mi zdi, da tako zelo pomladni, da sem se nekako navdušila, ker smo mi tako resnovni, pa da bo pogovor tudi bolj v te vode zaključil. Alvaro de Campos, eden izmed heteronimov pesnika Fernanda Pessoe, trdi, da ima vsakdo dve življenji. Resnično življenje, ki ga sanjamo v otroštvu, in neresnično, ki ga živimo v sobivanju z drugimi. Ali kot pravi še na nekem mestu Pessoa, ni me v mestu mojega delovanja, saj prebivam med drevjem in rožami svojega sanjarjenja. Danica, zdi se mi, da so te besede seveda za mnoge pesnike resnične, zate pa še tako zelo posebej, vsi, ki te poznamo, vemo, da živiš vzporedno v nekem, zdi se nam, bogatejšem svetu, kakršnega videvamo vsak dan. Kdaj si se začela zavedati tega sveta, ki praviš ni čisto od tega sveta, teh prostorov? Ja, ravno takrat, ko se v bistvu otroštvo konča, tam nekje 12-13 let, ker takrat se mi zdi, da sem se začela zavedati sama sebe zares. Sem začela s pisanjem dnevnikov, potem sem pisala najprej kratke zgodbe v gimnaziji, v začetku študijskih let sta dve taki zgodbi bili tudi objavljeni, potem pa že pesmi. Tako da nisem kar začela s pesmimi, ampak z nekim drugim premišljevanjem o sebi, z neko refleksijo v bistvu in potem se je začel ta prostor nekako odpirati. Dnevnike praviš, si pisala, zdaj to veliko mladih ljudi piše, ampak presenetilo me, ko si sama potrdila to razmišljanje o tebi, da si pisala, nikoli pravzaprav nisi sledila tem zunanjim dogodkom, kaj se je zgodilo, kdo te je ogovoril ali kaj, ampak si se pravzaprav že takrat znotraj potapljala v ta svoj svet. Ja, že zelo zgodaj. Zelo zgodaj se spomnim, da ne vem, že kar v začetku je bilo zelo malo takih dogodkov zunanjih, ne. In ob tistih dogodkih pa tako je razmišljanja, čustovanja in potem tistih zunanjih dogodkov je bilo manj in manj, ne. Tako da na koncu je že samo čustovanje in razmišljanje in potem naenkrat to ni bilo več dovolj, ne.
ni bilo dovolj, nisem mogla izraziti s temi vsakdanjimi besedami tistega, kar sem doživljala in tako se je potem začela poezija. Ker sama zase, jaz nisem imela takrat še nobene ideje o tem, da bi jaz to objavila, da bi, ne vem, postala pesnica ali kaj takega, ampak sem to delala spontano. In nisem bila več zadovoljna s tem, kar sem napisala sama zase. In potem sem začela počasi se izražati metaforično in ja, tako je prišlo najprej do nekih pesmi v prozi pravzaprav. Tisti dve črtici sta bili nekako tak, ne vem, kar sta nastali, ne? In potem so bile pesmi v prozi, so tudi bile objavljene, ko sem bila študentka, potem pa počasi poezija. Sem tudi že takrat prostor in čas se imenoval tam v 70 letih objavljala poezija. Tako da je to šlo približno. V svoji prvi pesniški zbirki, Topli skriti veter, si v uvod zapisala: prestrašena od ostrine lastnega glasu, bežim pred vznemirljivimi stvarmi sveta, tonem v samotno iskanje odrešilne besede. Čeprav si se v mladosti ukvarjala veliko let z glasbo, si se potem torej nekako odločila za besedo in rekla si odrešilna beseda. Ali lahko beseda pomenila tisti most med tem tvojim notranjim in zunanjim svetom? Gotovo. In včasih je odrešilna. Tako da odrešilna zame. Se mi je pa že zgodilo ravno letos oziroma konec prejšnjega leta, da mi je nekdo celo naravnost povedal, da je se nekako obrnilo njegovo notranje stanje, ki je bilo zelo depresivno, ravno navzgor, ravno ob dveh mojih pesmih. Tako da, mislim, nisem si mislila, da lahko tudi koga drugega to res obrne, da lahko poezija zares nekaj spremeni človeku. Ja, o tem sem mislila kasneje, ampak se zdaj tako fino načela, da verjetno ta sporočila iz poezije, ki ni nujno tudi, da jih razumemo, ampak a se ti zdi, da imajo to funkcijo, da v nekem človeku odpirajo neke prostore, za katere mogoče še sam ne ve, da so. In da to je ravno ta vrednost poezije, da nenadoma se, kot praviš, sam širi. Širi se en prostor in mislim, da je tu poezija resnično najbolj poklicana. Gotovo tako širi prostore čustovanja in razmišljanja in zavedanja v svetu na lastnem življenju zelo širi prostor. Tako da meni se je zdelo vedno vredno, tudi ko sem poučevala, recimo, te prostore nekako odpirati, ker nekateri se res ne zavedajo, da so sploh v njih in jih ne odkrijejo. In če jim pomagaš, če vsaj v razredu, recimo enemu lahko odpreš nek prostor, se mi je to zdelo izredno dragoceno, ker je življenje bogatejše in ne vem, seveda tudi kakšni drugi prostori so, v različnih prostorih živimo in morda komu drugemu pač predstavlja kaj drugega, kakšna druga zvrst umetnosti, takšen prostor ali šport ali karkoli pač, ne. Povsod je to, da lahko v tistem zares začutimo življenje, saj za to pravzaprav gre, ne, da se zares zavemo, da živimo in da je življenje, kar pač lahko je, ne, da se mi zdi, da k temu vsi stremimo nekako. Majčkeno kronologije, torej, če smo rekli, da je ta tvoja zbirka Topli skriti veter, je šla leta 1991. In to v samozaložbi. Zanimivo, takratni urednik pri Obzorjih, Andrej Brvar, je zelo obžaloval, ker je napisal že takrat, in to je kot ena sprednja beseda, to njegovo pismo, da je zbirka bila tako zrela, da mu je žal, da je šla v samozaložbi. No, kasnejša izide še več čez 10 let, natanko 10 let, doseganje glasu, izjemno tudi lepo opremljena, s to podobo vode v teh barvah.
In zdi se mi, ko prebiramo naslove tvojih 3 pesniških zbirk, da so kar nekako mnogo pomenske, da se en tvoj pesniški, pa morda tudi človeški razvoj, ne? Če je v prvem naslovu skrit ta topli, skriti veter, je druga zbirka doseganje glasu. Pesem sicer govori o tem, da glas doseže lirski subjekt, pa vendar bi lahko razumeli morda tudi, da je pesmica našla svoj glas, kar se je potem iz ocen pesniške zbirke poznalo, ker so takoj prepoznali izjemno kultiviran, izjemno samosvoj pesniški glas. No in s tretjo zbirko, s to prelepo, z sliko Metke Krašovc, opremljeno zbirko, spet je morje, obzorje in ta dva obraza, nekako angelska, z naslovom Odprta praznina. Zdi se, kakor da si nekako prišla nekam, lahko rečemo, tudi na vrhu, nek prostor, odkoder se ti odpira zelo, zelo širok razgled. Ali si kdaj sama razmišljala tako o teh svojih naslovih pesniških zbirk? Nisem, ampak to je čisto mogoča interpretacija, se strinjam. Sem navajena za razreda, vidim ljudi v oči. Odločila sem se, da bom iz vsake zbirke prebrala kakšno pesem, tako da najprej bi iz te prve, Topli skriti veter. To je en ciklus psalmi. Danes pravzaprav, če bi še enkrat šla objavljati to prvo knjigo, bi verjetno samo ta cikl psalmi objavila. In med temi pesmimi bom prebrala pesem z naslovom Jeruzalem. Žejam po tebi, Jeruzalem, po tvojih silovitih gibanjih, po nežnosti tvojih pini. Ptice, ptice, naj stegnem za vami svoje zatrte krike. Moje roke so obrnjene proti vzhodu. Zakaj se odmikaš mesto rešitve? Ptice, ptice, vaša krila so temna, temna, zlobna krila, ki ne vedo za daljave, žareče daljave. Ptice, ki letajo, se nikamor ne premaknejo. Ne premaknejo se z mojih oči in z tvojih ustnic, o Jeruzalem. Umiram brez tvojih globokih cvetov, brez radosti tvojih žejnih vodnjakov. Očni poljubi so samo še sled, sled kameljih stopinj, ki izginjajo. Prikaži se mi, smrtni senci, Jeruzalem, samo še enkrat, da se to dotaknem in se dopolni Jeruzalem. Potem iz te druge zbirke, Doseganje glasu, bi mogoče prebrala prvo pesem Odsev Pavjega repa, zaradi tega, ker ko še teh pesmi ni bilo za celotno zbirko, sem najprej dala naslov Pavje pesmi. Zdaj, pav je simbol večnosti v teh starih krščanskih, tistih prvih krščanskih bazilikah. Spominjam se jih tam okrog po tistih obalah Genezareškega jezera. So bile te bazilike in se spomnim teh pavov, mozaikov, vitražev, čudovitih. Zapečaten vreleci, zaklenjen vrt. 4 pavi stražijo 4 stolpe besed, zloženi v govorico molka. Samo na te besede se še lovim. Pred pavjim očesom poklekam, samo včasih, mimogrede, uzrem mavrico pavjega repa. Skriti vrt. 4 smeri se širi vrt. V stolpu besed se tke črni prt. 4 reke tečejo kot skrita sled.
čudno se mešajo niti besed. Morda je le videz, morda je res, da stolp iz besed sega prav do nebes, da misel živi in zaliva telo, ki lega med ločje deviško svetlo. Ob rekah, po noči, vstaja svet, v luninem soju slep in bled, ko riše senco jo s tako skrbjo, kot bi se poigraval zibelko. Nad vodo se sklanja, oči temne, čez rob se nagne in prce stke, v stolpu nevidni zvon zazvoni, objemo meglice ji zdi, da gori. Zastrupljena z mlekom, ki ga ni, z ogrizom kačice, divjo peruniko, strmi v minevanje stvari, kot deblo nad vodo, čas kruši telo. To je ena redkih pesmi, ki ima rimo, zato smo jo tudi prebrala med drugim. Moderato cantabile. Ali si prebral, kar piše na partituri? Je vprašala gospa. Moderato cantabile, je rekel otrok. Marguerite Duras. Kot lahni megličasti listi proti nekemu stalnemu zahodu, vsi ti brezštevilni dnevi. Tvoja odsotnost je živela zmerno in spevno, lep, miren plamen pred vedno domačim pragom, noči, ki ne zgori, v jasnem in nerazložljivem gibanju večera, ko si samo zaprl oči in je bilo jutro, naslednji dan, ko si pozabil, kako neizčrpna postaja barva enkrat posvojena, ko so stvari odgovarjale vedno, nenagovorjene, kot sipanje vlažnega prahu pred nevihto, popolnoma varne, svetlih, čistih, zaporedih molka. Ta zadnja je pravzaprav bila pesem o otroštvu. Potem pa še iz te zadnje zbirke. Odstopam deželi ptičev in zimskih odzvezdi, nizko na zahodnem robu neba, še nižje od duše in telesa, od katerega odstopam, od gole ljubezni, prehoda sončene ploskve, od zadnjega, izmed tvojih imen, od sebe. Naj bom kdo drug, v tej mirni in prazni deželi. Naj le prisluškujem. Nekaj. Kar je ostalo, je milost, ki ljubi brez diha na mah, razsudi tovor neba, male nočne vzpenjavke. Boriti se moram, da se ne vzpnejo previsoko, ne prav do tvojih oči, ne prav, morda samo do ustnic, ki izrekajo vsak dan posebej, vsak dan. Le tako še lahko dosežem zemljo, le tako je na ramenih še lahko gnezdi nekaj. Čas ne more zaspati, tudi večnost ne. Čar sinik. Jutro me poljublja vse bolj zadržano, ne kot ljubimec cela, da bi se lahko napila dneva do konca, do noči. Njegov glas je sveže prepleskan, moj Bog, kako diši. Sčasoma me bo zadušil. Čutim sprehajanje uran in golobic, ko skušajo predreti nebo. Kako je, ko bereš te pesmi, nekatere so nastale že skoraj pred 3 desetletji, a se da podoživeti neka takratna občutja, neko doživljanje znova v pesmi? Ja, se da.
sem je dosti bolj prijetno kot takrat, ko je to bilo resnično doživljeno, ker zdaj v bistvu ostane samo lepota, ne? In se lahko uživim, ampak včasih seveda je to večina pesmi, kar je bolečina nastajala in se mi zdi, ne vem, kaj je Tanković enkrat rekel, da imamo pesniki izreden privilegij, da pravzaprav lahko iz bolečine ustvarimo lepoto, ne? Da bolečino spremenimo lepoto in seveda vse rada berem svoje pesmi, se kar lahko, ja. V eni izmed njih praviš, otroštvo je trenutek naslonjen ob zaboj z oleandrom. Ti si rojena v Mariboru, Mariborčanka si, tu si odraščala, hodila v šolo, v gimnazijo, v tej drugi gimnaziji, ki je bila, kot kaže, zelo osobna zate, kasneje še več. Ampak spomni nas malo na tiste čase, na svoje odraščanje, zgodnja leta. Kako se jih spominjaš in v čem vidiš bistveno razliko morda z otroki, ki odraščajo danes? Ja, to je zdaj že precej daleč. Ja, na zunaj se mi nič tako presenetljivo, zanimivega dogajalo. Moje notranje zgodbe so vedno bile bolj zanimive, kot pa tako zunanje. No, mimo grede, Danica se je vmes sporočila, dobila 3 sinove, poučevala na gimnaziji, ampak si lahko predstavljamo, kako bogato je bilo to znotraj. Ja, ne vem, no. Imam lepe spomine na lastno otroštvo, čeprav seveda bi lahko pripovedovala, kako je takrat bilo, kako nismo imeli tega, pa nismo imeli onega, pa kako je bila tekoča voda samo zunaj na dvorišču in kako smo sedeli v kuhinji ob štedilniku, smo kurila drva in na tistem se je tudi kuhala in kako smo se kopali v nekem lesenem takem čebru, ja, in to en za drugim, ne, še kasneje se spomnim, ko smo imeli kopalnica, to je bil poseben čas, sobota zvečer in takrat, ja, smo se kar kopali, najprej brat, potem jaz, potem mama, ne, to je kar šlo, mislim, ker si mora zakuriti, se je to voda zagreva in potem se vidi, ne, to je bilo vse tako, ampak meni je bilo v redu in se spomnim, smo z mamo prali in cela sobota včasih, to je bilo pranje, ne, kopalnici, takrat je že bil nek tak ožemalni stroj za rjuhe in to, ne, da ni bilo več treba toliko z rokami. In to je bil pralni dan, ne, ves dan smo prali tisto perilo, recimo, ne, je bilo res delo. Ampak, če primerjam današnjimi, ne vem, dnevi današnjih otrok, mi smo se imeli lepo, ja. Veliko smo se družili, ograj praktično ni bilo med sosedi. Živela sem tu na Titovi, ker še zdaj živi moja mama in brat. Ne vem, res, igrali smo se zunaj, se spomnim takšne igre, ali je kaj Trden most, pa se je bil krast, pa ravbare, žandarje in tako, ne. In smo bili vsi zatihani, rdeča lička in ja, lepo, meni je bilo lepo to vse skupaj, ne. Sem prav uživala in zdaj, ko imam vnučka, no zdaj že drugega, pa s tistim prvim pa že lahko se skrivamo in tako, ne, prav uživam, moram reči, mislim, takrat, ker se malo spomnim, ne, tega vsega nazaj in prej, ko sem brala tisto pesem Moderato Cantabile, ko si otrok, je svet nekako tako celovit, res, da se še ne zavedaš tako svojega bivanja, ampak zares živiš, polno živiš, ne, takrat ni te razdelitve notranji in zunanji svet, to je vse eno, ne, in se mi zdi, da si kar želimo potem nazaj v to, seveda ne moremo, ne moremo čisto nazaj, iz volka ni mogoče v otroka pravih jese, ne gre, ne da se, ne, ampak, ja, kar neka nostalgija je potem pravzaprav, se mi zdi kot nek izgubljeni raj pravzaprav človeštva, ne, tisto otroštvo, zares, ko živiš eno z vsem in ja, ne bom rekla ravno kot živali, ne, ampak podobno, ne, mislim, ni še res tistega, ne, ja, se spomnim malo recimo Borgesa, pa tistega mačka, ne, kako ga, mislim, da je v Jugu, v tej njegovi zgodbi, ne, ko ga gladi in si prav želi, da bi lahko bival tako celovito, ne, kot žival, ja.
Koviča tudi imamo psalmi, to, ne, ko si prav želi nazaj tako bivanje, seveda to ni neko primitivno bivanje. Ja, se spomnim, krat sem učila v enem 4. letniku in mi reče en učenec, pa kako je mogoče, vi to berete, pa to je neka priznana pesem, pa sej poglejte, kak napredek je civilizacija dosegla, zdaj naj bi pa šli nazaj do živali. Ni mišljeno na tak način, ampak tista prvinskost res, ne, ki je v takem svetu in ki je recimo tudi v otroku, ne, in v otroštvu se mi zdi dragocena. Ja. Kaj pa kasneje s pisanjem poezije? A si zvedela o sebi, o svoji biti, kar bi ti mogoče ostalo zakrito, če se ne bi tako poglabljala vanjo ali skozi poezijo? A si zvedela kakšne strani sebe, ki so ti bile manj znane? Tega ne vem, ne. Ker sem pač šla skozi to in to zdaj vem, kar vem, ne. Ne vem, kako bi bilo, če ne bi, ne. Tega ne vem, ampak je pa res, da moja poezija ni nekaj, za kar bi se jaz nekako razumsko odločila in bi jaz rekla, zdaj bom pa jaz napisala pesem, jaz bom pesnica, zdaj bom pa napisala zbirko, zdaj pa mi podajmo, ne, in bomo to naredili, ne, intelektualno navišljili in tako, ne. Nisem jaz takšna pesnica, ne, to je prišlo nekako spontano in jaz živim poezijo. Vse, kar je tu notri, je res predihano in je moje življenje v bistvu in iščem seveda sebe in svoje razmerje do drugega na ta način. Ob tej tvoji tretji zbirki je verjetno bilo tudi zate neko priznanje, da si bila med nominiranci za Jenkovo nagrado, to je, tako rečemo, najvišjo nagrado, ker jo podeljujejo stanovski kolegi. Čeprav seveda, kot praviš, pišeš iz sebe, nikoli za nagrade, mesto Maribor se ti je odolžilo tudi z Glazerjevo nagrado, pa vendar, vseeno je človeku verjetno v neko zadoščenje, da ta njegov glas seže do drugih, da ima en učinek. Fino, mislim, ko dobiš nagrado. Kaj priznam, seveda, mislim, si vas vsičen, ne, in moraš verjeti skoraj. Tako da, ja, ni neka potrditev, da to, kar delaš, ima neko vrednost. Ne samo zate, ampak tudi za druge. Ker po naravi, nažalost, nisem najbolj samozavestna in sem precej perfekcionistična tudi in takšna. Ja, mi je to, kar prišlo pravno, moram reči. To so potrditev od zunaj. Opazili. Tako je Irena Novak-Popov v antologiji ženske poezije zapisala, da je tvoja poezija izredne pretanjenosti in kultiviranosti izraza, v katerem obeseduješ popolnoma suveren in samo sebi lasten, kot tako prepoznavn, subtilen, strastno poduhovljen pesniški svet. Gabriela Babnik v literaturi pa pravi, gre za avtorico izjemne ostrine, preciznosti, nobena beseda ni odveč, noben zamolk ni tam po naključju. En vers iz pesmi, ki si jo prej prebrala, govori prav: stolpi besed, govorica molka. Kaj je s tem molkom, ki ga pesniki tako pogosto omenjate? Nekateri celo, da je pomembnejši od besed. Mislim, da je to zaradi narave jezika poezije, zaradi metaforičnega izražanja, zaradi tega, ker ni vse naravnost na prvo žogo izrečeno, ampak se tisti pravi globlji pomen nekako skriva. Saj v vsakdanjem življenju tudi živimo pravzaprav simboli, ne? Ampak nanje smo nekako navajeni. Pri poeziji pa seveda simboli niso tako enoznačni, kot je recimo, ne vem, rdeča luč na semaforju, ne, pa veš, zdaj moram stati, ali pa zelena, zdaj pa lahko grem in tako, ne. Tu v poeziji pač ni čisto tako enostavno. Je pa seveda to neka simbolna govorica in to je verjetno to, ne, s tem je verjetno mišljena ta tišina, ko ni vse izgovorjeno, ker poezija izreka pravzaprav neizrekljivo. Izreka tisto, ali pa kar je na meji izrekljivega, ne, tako da se pač
ne da drugače, ne? Ta govorica je taka in mora znati brati med vrsticami, bi lahko rekli, ne? In ravno tisto med vrsticami pa je tišina, ne? Se mi zdi, da Barbara Korun zelo lepo reče, recimo, v enem verzu pravi, v tišini je vse, ali v besedi se vse razpre. Ja. Tako da, ja, ker to so take stvari, za katere pravzaprav nimamo besed in so tako, ne vem, občutljive, da jih včasih rajši vsakdanje govorico ne izrečemo, kot če jih izrečemo, malo si da vse pogovarjamo. Kamor vstopam, so zamišljeni prostori. Tudi tisti, ki jih že vidim, zunanje in notranje, je isto oko. Pa nekako paradoksalno praviš in kaže, da je motiv tvoje poezije, da so to pogosto neki prostori. Aleš Štegar pravi, poezija je prostor in se mi zdi, da se tu nekako strinjaš. Jaz se strinjam, popolnoma se strinjam. Jaz začetku, ko sem njega slišala, kad prvič to rekel, že nisem čisto tako razumela, kaj pravzaprav naj bi to bilo, ampak zdaj pa se meni tudi vedno bolj zdi, ne, da je to, včasih smo pač rekli, nek svet posebej, da je v bistvu nek prostor, ne, in že, ko sem brala tisto pesem, recimo Odstopom, ne, ta dežela, ptičev, ne, in o zvezdi in tega na zahodnem robu neba, jaz sem prav videla to dežela, ne, in videla sem jo podobno, kot se recimo te slike potem Metke Krašovec, podobno, pa ne, da bi se zdaj ne vem kako naslanjala, recimo na te slike, da bi jih prej gledala ali kaj, ne, imam slučajno eno knjigo o njej doma, ampak ne, nisem takrat tega gledala, predno sem napisala pesem, ampak zgleda, da je tudi seveda slikarstvo nek tak svet lahko, ne, in da so neki podobni prostori, recimo, ne, neke podobne predstave o teh svetovih. Drugače pa ta prostor, ja, je zanimiv poezije. Vsak pesnik, se mi zdi, ima en tak svoj prostor, ne. In treba je pač si vzeti čas, pa malo potrpljenja, pa v bistvu v tisti prostor nekako skušati prodreti. Jaz se spomnim tega prostora recimo pri Kozbeku, ne, kako me očara v zemlji, ne, ta prostor, ali pa recimo pri Koviču v Labradorju. To je poseben svet, to je tak prostor. Ali pa recimo se spomnim Strniševega sveta, ne, to je pa svet en drug prostor. To so svetovi, ki se zgradijo z nekimi slikami, metaforečnimi, ne, in so pravzaprav, bi rekli, navzven obrnjen notranji svet pesnika, ne. Na drugačen način se enostavno ne da izraziti. Samo v vetru in vodi, ne o nebu prividnem, ne o zemlji preveč osamljeni. Tukaj sva pri dveh zelo pogostih motivih tvoje poezije, veter in voda. Voda kot esenca poezije, kot smo slišali zadnjič, pa tudi sicer ne, napolnjuje veliko teh tvojih prostorov. In zdaj, ali kdaj nastaja ob resničnem, recimo, praviš, da so nekatere pesmi tudi ostale ob Dravi ali pa kar tako v teh namišljenih prostorih, gre tudi za morje, reke, kakšne so te vode. Tudi namišljeni prostori imajo pravzaprav svoj izvor v realnih prostorih. In vse, kar ti občutiš in kar potem zapišeš, vse, o čemer premišljuješ, ima vsekakor izvor v realnem svetu, stvarnem svetu in tvojem življenju. Drugače pravzaprav ne more biti, tako da ja, seveda uporabljam take podobe, s katerimi se srečujem. Ne? In ne samo s katerimi se srečujem, ampak ki me v neko razpoloženje spravljajo, ki je tako poetično razpoloženje. Ker recimo jaz nisem pesnica interjerja, ne, da bi pisala o, ne vem, stvarih, s katerimi sem tudi obdana. Pohištvo, vse, kar je recimo doma, ne, in te reči, ampak to me ne gane, ne. To ni tisto, kar bi nekaj v meni ne ravno premaknilo, ampak ne vem, neko razpoloženje ustvarjalo tako, ne. Zame je odprl prostor, ta zunanji prostor narave, ne, ja, vode,
vetrov, seveda, ptic, vse to, ne. Ne vem, ali si me ti vprašala, ali kdo drug zadnjič enkrat, zakaj toliko ptic, ne, v mojih pesmih. Sem rekla, če pa jaz moram gledati ven skozi okno ali pa nekje zunaj biti, ko pišem, in ni skoraj enega dneva ali pa enega takega obdobja, ko jaz to pišem, da ne bi kak ptič mimo priletel. To je... In pride v pesem? Ja, in pride v pesem, ker pač živim, ne, tu v Mariboru sem živela, sicer ob Titovi, ampak zadaj velik vrt in travnik in tako. In spet v Bistrici zdaj, ne, živim tam v Grajskem parku, potoku, ptice so, ne, mislim, tisto, kar seveda ščuti, dojemam, ne, poezija je čutna zadeva, ne, in to se mi di, da se še premalo poudarja, da so to čuti, ne. Zdaj se spomnim, ne, recimo, ko sem poučevala, kako zdaj približati pesem, recimo Dijaku. Sem rekla, ja, nič, prepustite se, ne, temu, kar berete, slike si naredite, predstavljajte si, svoje čute zaposlite, ne. Vi, poglejte, morate videti to. In smo recimo v večerni pravljici Strniševi smo potem risali, ne, in je... Kaj je bilo tam gor, recimo, se ni šlo za neke slikarske spretnosti, ne? Ampak vsak je neko malo drugačno sliko prinesel in potem smo se o tem pogovarjali. In se je videlo, kaj je recimo vplivalo na koga, s čim se je povezal znotraj pesmi, kaj je vzel iz te pesmi zase, ne? Njegovo občutenje, razumevanje pesmi, kaj je sedlo tisto, kar je bilo v pesmi, na njegovo izkustvo življenjsko, kar je že sam doživel. Zveda, taka pesem, ko nekaj sede na naše osebno izkustvo, taka pesem je potem naša, ne. Tako bi se sprejmemo, rečemo, to je fino, ne. To je lepa pesem. Ta pesem je dobra. Medtem, ko seveda vse pesmi nikoli ne sedejo tako, ne. Zato nič ni hudega, če mi preberemo eno zbirko, recimo malo prilistamo, pa nam je samo ena pesem všeč, pa nekaj pesmi všeč, ne. Ker je to se povezuje z našim notranjim izkustvom, recimo, z izkustvom bralca, ne, tako da bralec na nek način, ja, so ustvaril, ne, s temi lastnimi slikami, da se te podobe potem nekako povežejo, ne, s temi podobami, ki so v pesmi. Ja, in čuti, ne, slike. Dobro je, recimo, čeprav lahko tudi kaj z drugimi čuti, recimo, da so zvočne pesmi, ne, zato se streamu malo uporabljam, ampak je nek ritem poseben, ne, je neka zvočnost. Tako da vsi čuti se delujejo in potem preko tega čustva in seveda misli in vse, ne. Če pa ti hočeš, včasih vem, ko je kakšna zahtevnejša pesem bila, je dijak kar otrpnil, je rekel, ja, jaz pa to nič ne vem, ne, sploh ne vem, o čem to notri govori in je takoj želel razumsko, ne, tisto interpretirati. In takoj se mu je zdelo, da to neka uganka in da zdaj je tu neka finta notri, ne, in da spet jaz tisto vem, ne, on pa ne ve in zdaj ga bom spet, ne, mislim, ja, in se prestraši potem spet, ne, ko dobi pesem, se prav prestraši, se zapre in zdaj, če pa ni tega, da bi se prepustil, seveda šola, pa ni najbolj primeren prostor, ne, za prepuščanje poezije. Jaz sem, že zadnjič ne vem, o čem smo se pogovarjali, ko sem rekla, ja, moja poezija pa ni za to, moja poezija je za tihe nočne ure, ne, in res, ne, mislim, da se takrat bere. Ja, in ve se, da poezijo bere pravzaprav zelo malo ljudi, ne, Jimenez je rekel, da je to ogromna manjšina ljudi. Nekaj je na tem, da poezija nekoga najde, nekoga ne, ampak nekaj pa tudi zdaj, ko pripoveduješ, ne, o šoli, tisti nesrečen stavek, ki je toliko bralcev zavrnil, ne, kaj je hotel pesnik ali pa pisatelj povedati, ne, to je že seveda zdavne prišlo, ampak vseeno, kot praviš, koliko ljudi zavrne s tem, da mislijo, to ni zame, ne, zato, ker preveč razumsko pristopamo in kaj pa, Danica, če bi zdaj se znašla, recimo pred razredom, pa bi bila že v Berilu kako sem pripričana, ne, Tvoja pesem, recimo za gimnazice, kako bi danes recimo razlagali kakšne svoje verze? Na kak način, mogoče je tudi kdo, ko se malo boji pesmi približati, recimo, kako bi... Ja, najprej
replika na tisto, ko si rekla, ja, kaj je zdaj pesnik želel tu povedati, kaj je pa da povedati, ne? Pesnik marsikdaj ne ve čisto točno. To že moram povedati, da neko občutje, nekaj je, ne? In jaz marsikdaj, ko napišem nekaj, se kar izpisujem in potem, ko čez nekaj časa to nekako oblikujem pesem in glavo, ne? In se začutim in mi je lepo in včasih sem prav srečna, ko se mi posreči, potem pa vidim, ne? Sej že prej je bilo eno občutje, sem vedela, seveda, da je to, ne? Ampak marsikaj se mi tudi razjasni, se jasneje vidim, kot si prej že me vprašala nekaj, ne? Ja, marsikdaj potem jasneje to zagledam, recimo, kot prej, ne? In čas je kakšna stvar, napišem kakšen vers, pa rečem, to pa ni čisto res, to pa moram jaz popraviti, ne? To pa ne bo čisto držalo. Potem skušam popraviti in neke druge besede notri vstavljam in hočem, pa ne gre. Pa se ne da, tisti vers pač ostane tako, kot je mora ostati. Potem pa se mi čez en mesec nekaj zgodi in je tisti vers resničen. Ne vem, kako je to, ampak zgodi se, ne? Tako da, ja. Nekje praviš, zdaj sva postavila, bi več, če bi kaj razložila, ja? Ja, če bi skušala približati, recimo, tisti čutni, čustveni del pesmi, ne? Da se podoživi. Jaz sem, ja, recimo, malo sem gledala takšno svojo pesem, ko bi morda lahko kaj na tak način poskusila, recimo to doseganje glasu, ne, je ta naslovna pesem iz druge zbirke. Recimo, tu govori o doseganju glasu nekoga drugega, ne, in očitno me tisti glas zelo nekako je prav očaral, ne, se me dotika in pravim to, recimo, drugi kitici žuželke visijo na tenkih strunah mrmranja, podtalne vode šušljajo, lava se tiho giblje. In so te podobe, ne? Najprej te žuželke, pa še samo mrmranje, nič ni tako jasnega še, to še tako prihaja, ne? Nek odnos, ne čutiš že neko vez z nekim človekom, ampak ni še nič tako, ne? Jasnega in potem ja, podtalne vode že, čutiš, lava se tiho giblje, ne? To je lava, potem je nekaj žarečega v središču zemlje in to prihaja vedno bolj do tvoje zavesti in vedno bolj na površje in potem kamenje razmika svoje skrilaste prste, potem je to že taka moč, da že premika kamenje in potem vroče žile zasikajo po rokah, tu pa je že, ne vem, taka moč nekega čustva in česa, da prav, ja, vroče žile zasika po rokah, ne, in taka metafora, tako toplo zemeljsko zasijevo kot, ne, je še dalje ta toplina in vse to in ta odnos, ki se potem nekako razvija. In poskušam, ja, na tak način, predstavljajte si, ne, pogledajte, kako je to napisano, s kakimi podobami, kako to gre. In se spomnim, recimo, smo imeli Daneta Zajca, ne, veliki črni bik in tam tudi, ne, tista pod vršičke smreke brizga težka črna kri ali nekaj takega, ne. Predstavljajte si, vidite tisto težko črno kri, ne, kako brizga pod tiste vršičke smrek. To, ne. In tako prideš v pesem, v bistvu mora se dotakniti, moraš tiste podobe osvojiti nekako, ne, in pustiti, da pridejo do tebe. In to je to branje, bi rekli, za nas, za bralce, za človeka osebno, za Štegel pravi temu ustvarjalno branje, tudi za nas, recimo literarne delavnice, ne. Medtem ko šola pa še doda, ne, potem tisti racionalni del, ker se pač neke interpretacije delajo in se to ocenjuje. Je še tisto zraven, ne, bolj kritično tako branje, naj bi bilo vsaj, no. Samo brez prvega je tisto drugo nesmisel. Vsaj po moje. Brez prvega, če ti pesmi ne doživiš, ne sprejmeš, potem je tudi ne razumeš in nima smisla potem, ne? Ko smo še pri motiviki tvoje poezije, govoriš pravzaprav o bistvenih stvarih bivanja. V zadnjem času pa tudi o minevanju. Seveda je
minljivost, kot pravi Dekleva, tista, ki razpre misel in smisel za pesnjenje, ki tudi sicer v življenju daje smisel v življenju. Pa vendar je to tvoje upesnjevanje niča in te minljivosti tako nežno, tako mehko, na nek način ganljivo sprejemanje v tej pesmi, ki je tudi na platnici, ki je nekako že skoraj antologijska, življenje se niža in praviš, treba se je pravočasno umakniti, se nežno nasloniti na nič in začeti gledati znova. Prav zaradi tega niča, ki si ga kar nekajkrat ubesedila, se je nekje celo pojavila sintagma pozitivna nihilistka, kar je resnično nenavadno, tak paradoks. Hkrati pa te velikokrat označuje oziroma tvojo poezijo kot mistično poezijo. Ravno zaradi tega prostora, ki ga pustiš, zaradi nekega presežnega, ki prihaja v tvojo pesem, konec koncev praviš sama, vsako pesem samo začnem, tvoj glas jo dokonča, če jo. Meni se zdi, da je vsaka resnična poezija na nek način presežna. Pa lahko govori o čisto vsakdanjih stvarih, vsakdanjega sveta, ampak če to zares poezija na nek način je taka, je že po svoji naravi presegajoča. In zavestno, recimo, nisem mogoče kdaj pa kdaj, da sem kaj zavestno tega dala notri, ampak naravno pa ne. Poezija sama nekako mi je šla v to smer in poezija sama prinese to. Saj ni druge svobode kot pesem in smrt, praviš. O tej svobodi se mi zdi, da bi morali katero reči, ker nekatere bralke in spremljevalke tvoje poezije pogosto ugotavljajo predvsem to, da se o njej zelo težko govori. Kolikor so jo z užitkom brale, kolikor so jo doživljale, so potem začutile en strah pred izrekanjem o njej. In zanimivo, ko pravi Barbara Korun, da se najprej zaustavi ob nečem, kar imenuje dekliškost tvoje poezije, in tu se mi je meni, ki te že dalj časa poznam, zdelo zelo zanimivo, ker se mi zdi, da tudi sicer kot pesnico te doživljamo včasih v tej smeri, recimo neka pričakovanja, nežne vzgibe, opazovanja narave, trpnost v udeležbi življenja, sama praviš, spim svoje življenje, spim. In da tvoja poezija poteka v neprekinjenem notranjem domišljijskem, sanskem monologu, hkrati pa zelo pogosto tudi v dialogu s prebrano poezijo, o čemer malo kasneje. No, na drugi strani pa, ko omenjaš čutnost, pa pravi pesnica, da pa potem preseneti ta izjemna predano življenju čutnost, zavedanje o minljivosti, celo ničnosti. Svoboda, zdi se mi, da je poezija zate največje polje svobode, da si nekako v svojem življenju zadržana, ampak v poeziji pa izjemno svobodna. Ja, zato so nekateri presenečeni, ki me spoznajo najprej kot osebo, kot človeka, potem pa berejo moje pesmi pa rečem, joj, kaj to si ti, vse mi te poznamo čisto drugače. Ja, vse to sem jaz, ne? Vse. Mislim, jaz sem dolgo značna. Moja duša ima rdeče pramene, zapišeš, ne? Težko si te predstavljamo v rdeči, ampak tvoja duša pa ima rdeče pramene, tako da. In ko sva že pri ocenah, Manca Košir te je v neki navdušeni oceni, ko je tvojo pesniško zbirko opevala kot knjigo Meseca v Bukli, vidi kot japonsko princeso v Zenovskem vrtu, ki v tanko, tako tanko, da se ne ve, ali bo zdržala milino te strašne lepote, naliva pesmi skozi stisnjeno črto svetlobe. Kako sprejemaš te zapise? Zveš kaj novega vsega? Lepo. Tako lepo. In ti si tudi prej tako lepo vse povedala, tako da jaz ne bi nič dodala. Je pa zanimivo, ko
ko sva pri tem, ko ocenjevalci poezije in si omenjala Kajetana Koviča. Kovič je na veliko srečanjih zelo rad povedal, kako je prišel nekoč na gimnazijo in so mu pokazali vprašanja v zvezi z neko njegovo pesmijo in je bil čist pravi zatočen, ker je rekel, da na 3/4 tistih vprašanj ne bi znal. Tako malo tolažbo, ker vidim, da je tukaj veliko mladih, in bova nekatere stvari danes metaforiko in ritem in te reči opustili, ampak morava omenjati to tvoje mentorsko delo. Torej, redko je, pravzaprav, kot te že v intervjuju spraševala Melita Forstnerič-Hanček, da imamo glasbenice, ki postanejo mentorice, baletke, ki postanejo učiteljice baleta. Zelo redko je, da postanejo pesnice, nekako voditeljice kreativnega pisanja šole, kar je pri nas nekako redkeje, v Ameriki izjemno pogosto, nekateri lahko samo to študirajo. Dolga leta že vodiš te delavnice ustvarjalnega pisanja in med pesniki, ki jih pogosto citiraš ali imenuješ, si izpostavila na platnico te pesniške zbirke vers svojega dijaka Roka Slokarja Brez ljubezni smo mrtvi. Pravzaprav so ti dijaki tvoj pesniški krog. Ja, pravzaprav bi lahko rekli, ja. Čeprav se menjujejo, ker se generacije menjujejo na gimnaziji, ampak ohranijo se ta prijateljstva, kar marsikatero, tako da kar ostajajo moj krog, ja. Napisala si pesem Pesnik v vrtu, Kakšna nebeška ostrina, Andreju. To je eden izmed teh, ki je postal pomemben. Andreju Hočevarju. Se spomniš še kakšnih imen pesnikov, ki so išli iz teh tvojih krožkov ali literarnega branja in ustvarjanja? Ja, so še zelo mladi. Barbara Jurša, recimo. Potem tudi kakšne urednike, recimo Aleš Mauer, urednik pri Novi reviji. Andrej Hočevar je tudi pri literaturi urednik. Ja, zdaj sem se spomnila, Maja Pichler-Bilbe, ta pevka, je pisala že besedil pri meni. Pa Jelka Ciglenečki, recimo, ki vodi te dneve poezije vina, je hodila moja delavnica, zelo dobro pisala včasih. Seko Mali Konde, ki ga vidite, da vodi dnevnik včasih in še vedno piše poezijo, sem bila ravno kdaj jeseni na predstavitvi ene nove knjige njegove. Ja, kar nekaj jih je, ki so. Ja, Tanja Petrič, recimo, prevajalka poezije iz nemščine, je tu dobila nek zlata za prevajanje, ravno te nemške poezije je bila v moji delavnici, moja učenka tudi. Katja Mariki Parka, mariborska, je tudi bila v tej moji delavnici in ona ima večkrat kakšne verze, večkrat je kaj zapisano, ja. No, sicer pa dovoli, da se moram tudi sama pohvaliti, da sem jaz tudi hodila delavnici v šolo kreativnega pisanja. Pa ne edina, edina imamo še kolegico, ja. Pa sva rekli nekaj pesnikov, na katere se tako direktno naslanjaš, praviš, to odprto praznino, sta dva avtorja nekako narekovala. Dati vse kot izgubljeno, tu se začenja odprto. Roberto Queiroz. Tomas Transtremer, lanski Nobelov nagrajenec, ki si ga ti že mnogo prej odkrila in prinesla v naš prostor, pa pravi, da ta praznina ni prazna, ampak odprta. Kako vidiš zdaj to odprto praznino? Je to priložnost, da so to možnosti, ko so še vedno pri svobodi? Zadnjič v enem pogovoru si tako sijajno pripovedovala o svobodi, ki jo doživljaš zdaj. A je mogoče tudi ta neke vrste takšna odprta praznina? To je čisto slučajno, mislim, da so ti pesniki tu in da so ti verzi občutjeno prej. Ni mi to narekovano, teh pesmi. Ampak slučajno sem takrat brala, ko sem bila v tem občutju in se mi je zdelo, da je res moje življenje prišlo do ene točke nekega premika oziroma neke odločitve, neke
da ne gre več tako naprej, da moram nekaj narediti, predvsem seveda v svojem notranjem svetu, da se moram odpovedati čemu in precej boleče zadeve in tu je potem tisto, ne, bi določeno poglavje zaprl, ampak se bojiš, ne, da bo potem vse prazno. Ampak potem vendarle je treba nekako zgledati, zapreti in iti naprej, ne, zato je ta praznina odprta. Ne. Lahko, da je potem nadaljevanje, ko končaš z nečim, z nekim odnosom, z nečim v svojem svetu, v svojem življenju, da se potem odpre nov prostor, lahko pa tudi seveda, ne, da je potem neka praznina nastopi, ki je še hujša pravzaprav, kot je bilo ono prej, tako da tega nikoli ne moreš vedeti, ne, je odprta, pravzaprav sta obi možnosti. In tu recimo ta citat, ne, tako roza, dati vse kot izgubljeno, to se začenja odprto, dati vse kot izgubljeno, ni pa rečeno, da je izgubljeno, ne, ampak odpovedati se na nek način, ne, vse to so stare dileme, recimo odpovedati se sebi, ta indijska filozofija, ne, ko se zavedaš samega sebe in se odpoveš nekako svojim potrebam in temu, da bi drugega posedoval in take reči, ne, takrat šele lahko drugega zares ljubiš in vsej v svetem pismu je podobno, ne, kdor bo izgubil svoje življenje, ga bo našel in obratno nekaj takega. Samo to so zelo, zelo težke stvari pravzaprav, ne, in meni se pač to ni na tak način posvečeno nekako, ne vem, koliko lahko to dosežemo, čeprav se trudimo za to. Na teh literarnih postajah letos sta samo 2 avtorici ob tebi, še pesnica Erika Volk. To se pravi, da imamo ob nekaj močnih pesnikih, v Mariboru tudi 2 zelo, zelo močna pesniška ženska glasova. A imaš s tem izrazom ženska pisava kakšne težave? Mene gre to na živce, mislim, da z tega ne morem slišati. Tako da jaz nikoli si nisem mislila, jaz sem pa ženska, zdaj pa jaz pišem nekaj drugače, ali ne vem, to mi je čudno, jaz ne čutim, jaz na ta način, se sploh ne obremenjujem s tem. Imate pa takšen podoben podatek, recimo iz biografije, ne, z Eriko Volk, da morda je to ena ženska posebnost, ki je pač povezana z materinstvom in tako naprej, da sta v času, ko sta si omislili družino, ko so otroci odraščali, za nekaj časa utihnili, pa vendar je k sreči ta gon po pesnjenju, kadar je pravi toliko močan, da slej ko prej privre na dan. Ja, pri meni je, ne, pri kom pa mogoče tudi ne, tako da ravno sem prebirala te dni Virginia Woolf in njeno lastno sobo in tam pravi, sicer je ta esej 1928. Bil napisan, ampak se mi zdi, da ima kar prav, ne, ko pravi, se sprašuje pravzaprav, zakaj ženske prej niso pisale oziroma tako malo je ženskih avtoric v svetovni literaturi in pravi, zato je treba imeti najprej denar, to se pravi ekonomsko samostojnost, ne, da ima ženska in da potem ni odvisna, da ji ni treba delati samo tistega, kar ji pač moški reče, ne, in lastno sobo. Lastno sobo, to se pravi, da ti lahko imaš čas zase in se zapreš, drugače ni mogoče ustvarjati, tako da. In to je tudi odgovor, ne, zakaj takrat, imeli smo 35 kvadratov tu v Mariboru in smo imela 3 otroke, si lahko predstavljate, kako smo lezli skoraj drug čez drugega, da res ni bilo nobenih pogojev, ne, da bi to počela. Ampak moram tu kar iskreno priznati, da tudi mož ni imel nobenih pogojev, ne, da bi bilo prostora, da bi on slikal take slike, ja. Je stojalo slikarsko stalo tam, ampak ni šlo to. Pač ne gre, se da nekaj odločiš, jaz sem se prav potem odločila za otroke in poučevanje v šoli in to me zelo zapolnilo, ne. In sem prav drineš, rečeš, ne bom pisal, ne bom se ukvarjala s tem, tako da sem prav odrinila. Ampak čudež raste počasi in na samem.
In zelo smo veseli, da si pustila temu čudežu na dan, da tudi nas bogati. Kaj nastaja zdaj v tem tvojem pesniškem prostoru novega? Mogoče nam prebereš še kakšno novejšo pesem? Ja, mogoče tisti dve, nad katerima sem tudi sama malo navdušena zdaj, ker je še čisto novo in sveže. In včasih se mi res, takrat sem ti dve pesmi zapisala, sem prav čutila, da se mi res posrečena, sem bila tako srečna. To je en tak občutek, a veste, ne vem, kaj si človek predstavlja, ki ne piše poezije, kako je taj pesnik, pa ko se odločiš, da boš pesnik, pa boš slaven, pa kako bo to vse, ne? Ampak ni tako, a veste, to sploh ni. Meni je lepo, ne, če me pohvalijo, lepo je, če mi izide knjiga in vse to, ampak največja sreča, mislim, najraje pa pišem, ne? Najraje pišem. Potem rada berem svojo poezijo, se tudi malo pogovarjam, tako kot nocoj. Ampak vse ostalo je meni, mislim, nekaj stranskega, tako da kar samo pride, ne vem, meni se je pač vse zgodilo, od otrok do knjig in vse se mi je kar zgodilo, ne. Ja, no, ti dve pesmi sta pa takšni. Zunanje in notranje je isto oko. Lepota se pojavi pred očmi brez orožja. Zgolj gola pred zrakom, ki zahaja, kot da noče imeti nobenih željav. Le na spominu zraslo mesto, čudovitimi zvoki ob 6 zvečer, morda ob 8, tik preden zaprejo ptiče. Trava, pod stopali ne zori več, čeprav sonce še diha in smrt raste dovolj počasi, kot človek, ki stopa proti svojim vlastnim korakom. Kamor vstopam, so zamišljeni prostori. Tudi tisti, ki jih vidim. Zunanje in notranje je isto oko, kot morje, ki se še vedno hoče gledati s tvojim obrazom, glava, ki se obrne le na pol. Ničesar ni razen telesa. Ah, sej bo. Čutim, da me oddaljuje, da me prazni. Težišče se premika, sitro dviguje, in dnevne vročice legajo van kot pohlevne živali, tudi brez vsakršnih oči. Hvala vam za tako lep obisk. Hvala seveda, Danica, tebi, za to, da si z nami delila nekaj iz teh svojih lepih notranjih svetov. In hvala knjižnici za te literarne postaje.